Izraelsko letalo Israel Air, danes niso dovolili pristati v slovenski prestolnici, pri čemer so oblasti kot razlog navedle nasprotovanje politikam izraelske vlade. Hebrejski mediji poročajo, da je letalo nekaj časa krožilo, preden je pristalo na Hrvaškem. Izvršna direktorica Israel Air je za izraelski kanal 13 povedala, da je incident, citiram, očitna kršitev letalskih sporazumov Evropske unije. Zunanje ministrstvo sporoča, da je incident popolnoma nesprejemljiv. In zdaj smo spet z nami z višjo dopisnico I22 News English Owen Alterman. Povejte nam več o tej odločitvi in kako je bila sprožena. No, Emily, kratka lekcija hebrejščine z izrazov v hebrejščini avirat sof kurs. Vzdušje ob koncu tečaja pomeni, da ko je pouk končan in je program usposabljanja v vojski zaključen, si ljudje dovolijo stvari, ki jih sicer ne bi naredili. In zato gre tukaj. To je vlada, ki odhaja in jo bo verjetno zamenjala desničarska ali skrajno desničarska vlada v Sloveniji. In je v svojih zadnjih nekaj tednih. In to je bil preprosto korak, ki je bil narejen. Poglejte, tistim potnikom na letalu so kasneje povedali, da ne bodo pristali tam, kamor so bili namenjeni, kjer so verjetno imeli hotelske rezervacije in načrte, morda celo nujne primere ali družinske razloge za potovanje, a niso šli tja zaradi politik izraelske vlade. Nihče ni vprašal teh potnikov Emilija, kaj si mislijo o izraelski vladi. Torej, v vsakem primeru so bili s to odločitvijo vzeti za talce. Ampak poglejte, v Sloveniji je bila v zadnjih letih vlada, ki je bila vse bolj sovražna do Izraela. In to je preprosto najnovejša v nizu odločitev, vendar jo bo zamenjal predsednik vlade, ki se vrača na svoj 4. mandat. Torej, če smo mislili, da je Benjamin Netanjahu izjema, ker se je vrnil kot predsednik vlade že tretjič potem, ki je bil izven funkcije in se nato znova vrnil, Janis Janković se vrača na svoj 4. mandat kot predsednik vlade, da bi po izraelskem mnenju obrnil smer države in spremenil politiko Slovenije do judovske države. A v vsakem primeru je to bila zadnja poteza odhajajoče vlade, da to stori izraelskemu letu, ki je bil že v zraku, domnevno pa so bili načrti za pristanek znani že pred vzletom. In potem med letom so bili potniki zaradi te odločitve vzeti za talce in preusmerjeni v Zagreb. Resnično obsojanja vredno. In upam, da bo zunanje ministrstvo to zadevo izpeljalo do konca proti Evropski uniji in pristojnim organom. No in tudi zanimivo je, glede na to, da je obstajala možnost, da se to zgodi, da bi letalo vzletelo in se znašlo v taki situaciji, čeprav so morda to lahko predvideli. Ena od neodgovorjenih vprašanj je tudi, če bi bilo že pred vzletom znano, da obstaja to tveganje, zakaj je Izrael sploh dovolil vzlet? To je eno od vprašanj, ki se postavlja. A vendar je najpomembnejše vprašanje, ki ga je treba zastaviti slovenski vladi, zakaj temu rednemu letu ni bilo dovoljeno pristati tam, kjer je bilo načrtovano zaradi enostranske odločitve oblasti, kot pravi naše zunanje ministrstvo, v nasprotju z dogovori z Evropsko unijo o letalstvu. In Emily, v to bili vpleteni potniki, ki jih nihče ni vprašal za mnenje o izraelski vladi, ko je bilo njihovo letalo preusmerjeno. Preprosto gre za nekakšno kolektivno kazen proti njim, ki so jo sprejele slovenske oblasti, po mnenju naših oblasti, v nasprotju z letalskimi sporazumi z Izraelom. A v vsakem primeru se bo to spremenilo, saj prihaja nova slovenska vlada. In vsaj z izraelskega vidika je to dobrodošlo. Sprememba, nekaj upanja, ja.